Najprej z nami magister Miro Pušnik iz Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, ki nam bo predstavil izvajanje akcijskega načrta za odprto znanost. Miro, lepo prosim, izvoli. Lep pozdrav, moje ime je Miro Pušnik, prihajam iz CTK in danes vam bom predstavil izvajanje ukrepa 6.2 akcijskega načrta za odprto znanost, ki ga izvajamo knjižnice, pa tudi druge organizacije. Pač moj poudarek bo predvsem na izvajanju, bi rekel, na vlogi knjižnic, ki se v tem akcijskem načrtu bi rekel, ubadajo ali pa, da rečem, spopadajo z izzivi, ki jih prinaša nova zakonodaja na področju odprte znanosti v Sloveniji. Zdaj, predno začnemo, bi povedal to, da sem jaz to predstavitev imel pred enim tednom približno tudi na srečanju visokošolskih knjižnic, ampak danes bom morebiti malo bolj podrobno te stvari predstavil, tako da tudi tisti, ki ste zadnjič to poslušali, morebiti imate možnost, da še kaj bolj podrobno izveste. Za začetek bi omenil nekaj terminoloških, da rečem, nekaj besed namenil terminologiji na področju podatkovnih strokovnjakov. Namreč, ko se ukvarjamo z raziskovalnimi podatki, uporabljamo različne termine in zelo pogosto se ti termini mešajo oziroma ne razumemo, kaj pravzaprav kakšen strokovni profil pomeni ali kaj predstavlja. Tako da smo pri RDA Slovenija in pa v okviru projekta Spoznaj, ki ga verjetno poznate vsaj nekateri, izvedli, da rečem, nek geslovnik odprte znanosti in tukaj vidite izvleček tega geslovnika, ki se ubada predvsem z različnimi profili podatkovnih strokovnjakov. Zdaj, kaj je to podatkovni strokovnjak? To je pač v splošnem oseba, ki sodeluje na kakršenkoli način na področju raziskovalnih podatkov ali kakih drugih tudi podatkov, naprimer podatkov javnih oblasti, kot so statistiki in tako naprej, ali upravlja recimo podatkovni poklic, kot naprimer podatkovni svetovalci ali tudi podatkovni raziskovalci so v raziskovalnem okolju. Podatkovni menedžer, to je oseba, ki v določeni raziskavi odgovorna za pregled in pripravo izvedbo načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki. Podatkovni skrbnik, osebe, ki obdelujejo podatke po načelih FAIR. Potem podatkovni svetovalec, ki potem v zvezi s tem svetuje, skratka arhivist, ki se ukvarja s trajno hrambo, in pa med drugim tudi podatkovni knjižničar, ki upravlja različna upravila, tako bi rekel, upravila neke bibliografske podpore, kot tudi upravila recimo v zvezi z raziskovalnimi podatki. Zdaj, ko se ubadamo z različnimi izzivi odprte znanosti, smo naleteli pri nas na tri vidike implementacije. Govorimo o 3 korakih implementacije načel odprte znanosti v slovensko akademsko okolje. In sicer prvi korak je bil resolucija Evropskega raziskovalnega prostora, ki je dala smernice in priporočila 20 konkretnih ukrepov, od tega so se prvi 3 dotikali odprte znanosti. Potem je bil drugi ukrep sprejem nacionalne zakonodaje, to je zakon in pa uredba o odprti znanosti, in potem je tretji ukrep, o katerem govorimo danes. Ta tretji ukrep pa je resolucija o znanstveno-raziskovalni inovacijski strategiji Slovenije kot podlaga za institucionalno implementacijo odprte znanosti v slovenske javne raziskovalne zavode in konec koncev tudi druge. Ta resolucija predstavlja strategijo slovenske znanosti do leta 2030. Cilj 6.2, odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti, odzivnosti raziskav. In sicer ti cilji potem določajo okvire razvoja in implementacije načel odprte znanosti v raziskovalno delo, podpira ga pa akcijski načrt za odprto znanost kot izvedbeni akt teh ukrepov. In zdaj prihajamo na tisto, kar je pač današnja prezentacija, se pravi, pač pri tem bom vendarle se poskušal tiste terminologije držati, ki sem na začetku povedal, da ne bom mešal teh izrazov, ampak vendarle, akcijski načrt za odprto znanost. Skupna vrednost akcijskega načrta za odprto znanost je 32 milijonov evrov. Od tega bo 10 milijonov evrov zagotovljenih za izgradnjo 2 podatkovnih centrov za trajno hrambo
ne samo raziskovalnih podatkov, ampak tudi drugih digitalnih objektov, tako da bo tudi za splošne knjižnice to zanimivo. In sicer en center bo na Mariborskem otoku, drug center bo pa na Arnesu, a ne. Ste verjetno o tem že slišali, prav zdaj to dogaja na veliko. Potem je približno 4 milijoni so zagotovljeni za projekt Spoznaj, a ne, ki ga izvajamo posebej, in sicer to je projekt, bi rekel, projekt prilagoditve javnih raziskovalnih organizacij na načela odprte znanosti. O tem podrobno mislim, da ste že slišali na teh vaših predstavitvah. No, in potem so ostale aktivnosti tega akcijskega načrta v vrednosti okrog 17 milijonov evrov. Se pravi, mi se bomo v grobem pogovarjali pa o konkretnih nekih delih tega segmenta, se pravi tle ta del akcijskega načrta, ki ga obvladujemo pač knjižnice, a ne, in te aktivnosti, kjer so knjižnice vpete, so obarvane z rumeno, a ne. Se pravi, ena stvar je podpora kadrovskemu razvoju v javnih raziskovalnih organizacijah, to je, bi rekel, nadaljevanje projekta Spoznaj. Projekt Spoznaj je financiran iz sredstev NOO in zato se kot pač po pravilih izteče na prvi polovici leta 2026, konec junija, a ne. Tle so pa zagotovljena sredstva za podatkovne, če rečem, strokovnjake, a ne, da ne bom spet mimo tistega geslovnika šel, v višini 4 milijonov evrov do leta 2030. Se pravi, poleg 4 milijonov in pa še nekaj, kar je že za projekt Spoznaj, še 4 milijone potem za nadaljevanje tega, za izvedbo tega projekta do konca 2030. Potem so različne drugi vidiki, kjer knjižnice niso tako bistveno vpete, razvoj, vzdrževanje, delovanje nacionalne infrastrukture odprte znanosti, podatkovni repozitoriji genomskih podatkov, oblačne storitve, umetne inteligence in tako naprej. Potem je pa naslednji ukrep, kjer so univerzitetne knjižnice močno vpete, in sicer organiziranje mreže informacijske podpore odprti znanosti ter podredno temo vzpostavitev strokovne podpore za razreševanje avtorsko-pravnih in etičnih vprašanj, ne. Potem imamo naprej spletno usposabljanje z odprtimi raziskovalnimi podatki po načelih FAIR, podpora Research Data Alliance, vozlišča v Sloveniji in spet akcije, a ne aktivnosti, kjer so knjižnice vpete, vzpostavitev stalne strokovne administrativne podpore skupnosti odprte znanosti, se pravi Slovenska skupnost odprte znanosti kot, bi rekel, vezni člen do evropskega oblaka odprte EOS-ka, a ne, Evropski oblak odprte znanosti. Potem vzpostavitev kataloga, tako kataloga infrastruktur kot kataloga usposabljanj. Potem pa dve aktivnosti, kjer je vpeta CTK, in sicer vzpostavitev in delovanje nacionalnega observatorija občanske znanosti in pa podpora razvoja občanske znanosti, a ne, na posameznih javnih raziskovalnih organizacijah. Potem pa še dve aktivnosti, se pravi, še to, priprava objava usmerjenega javnega razpisa za občansko znanost, to je ARIS, a ne, za to zadolžen, in mislim, da bo v naslednjem letu prvi razpis v višini, mislim, da 500 tisoč evrov za projekte občanske znanosti, oziroma bi rekel 500 tisoč evrov dodatnih sredstev za stroške, ki nastajajo zaradi koncepta občanske znanosti, bolje tako rečeno. Potem sta pa dve aktivnosti, zasnova organizacije letnega dogodka občanske znanosti, a ne, ki vsako leto poteka v okviru dnevov odprte znanosti na Arnesu, a ne, Arnes to organizira, naša mreža pa to pač pol izvede. In pa nacionalna kontaktna točka odprto dostopnega znanstvenega založništva. To so zdaj tako aktivnosti. Zdaj pa bi šel res tiste najbolj pomembne točke, da vas ne držim predolg, ki so morebiti zanimive, a ne, kot rečeno, tu ni ZKM, ampak UKM, se opravičujem, če je kdo iz UKM, upam, da ne boste preveč jezni. Skratka, organiziranje mreže informacijske podpore odprte znanosti v Sloveniji, skupna naloga univerzitetnih knjižnic, UKM, Univerzitetna knjižnica Univerze na Primorskem, Univerzitetna knjižnica Univerze v Novi Gorici in pa CTK. Kje smo trenutno, a ne, smo na ravni podpisa o skupnem delovanju, ter pa vzpostavili smo nek pilotni projekt. Jaz moram povedati, da ta, bi rekel, aktivnost v CTK že ne 3 leta ali pa 2 leti deluje, tako da bolj ali manj delujemo zdaj na aktivnostih CTK
in na teh izkušnjah gradimo nek skupni projekt, ki se mu reče Center za zagotavljanje kakovosti v znanstvenem komuniciranju. Storitve so namenjene najširši akademski skupnosti, ključne naloge pa so operativna pomoč in podpora raziskovalcem pri deljenju raziskav po načelih FAIR, potem izvajanje usposabljanj, spremljanje politik in zahtev financerjev, promocija praks sodobne znanstvene komunikacije in še kakšna druga naloga se bi našla. Tukaj vidimo schematično, kako to poteka, oziroma v CTK to že teče deloma, no, tako na 2/3, kako si pa predstavljamo v naslednjih letih, a ne. In sicer po posameznih vsebinskih segmentih. Na področju odprtih objav smo že lansirali portal odprte objave SI. Tukaj čakamo sicer še malo kolege iz NUK-a, da nam podatke sporočijo, nekje smo začeli z njimi, pa pol se to zamrli, če ne bodo poslali, bomo pa sami, žal bo to v krvnem portal potem. Namen tega portala je, da bo raziskovalcem sporočil, a ne, v katerih naslovih znanstvenih revij lahko objavljajo v skladu z uredbo o odprti znanosti. Uredba o odprti znanosti je, bi rekel, na podlagi priporočil koalicije S nekako določa upravičene stroške, no, za odprtost objav. Ne predpisuje sicer, kje morajo objave biti, važno je, da so v recenziranih virih, ampak kot upravičene stroške pa, bi rekel, ne dovoljuje, a ne, objav v tako imenovanih hibridnih revijah. Dovoljuje pa, to so pa tiste tradicionalne revije z največjim dejavnikom vpliva, dovoljuje pa, a ne, da se to naredi na način, da nekdo tretji to plača. In to so tako imenovane preoblikovalne pogodbe, ki jih plačajo konzorciji. Se pravi, da je kar zapleteno, a ne, raziskovalec mora biti, bi rekel, prepričan, da je objava v izbrani reviji v skladu z priporočili ali pa, ne bom rekel priporočili, zahtevami uredbe o odprti znanosti. Vendar, kakorkoli to zveni zapleteno, to ni toliko zapleteno zaradi tega, ker so raziskovalci na to vajeni že iz evropskih razpisov, a ne, predvsem Obzorja, pa tudi ERC razpisi to politiko enako vajajo, ampak vendarle, mi smo to prilagodili za slovenske razmere, ta portal odprte objave SI bo to omogočal. Hkrati bo na tem portalu tudi še nekaj drugih informacij, predvsem o teh dvomljivih praksah, a ne, na področju odprtih objav, ki se v zadnjem času pojavljajo, tako imenovani predatorji, pa še kaj podobnega, a ne. Skratka, te bi rekel, neetične prakse, in pa seveda za tem bodo stali tudi ljudje, a ne, ki bodo svetovali raziskovalcem, a ne, oziroma že svetujejo, nas pač praktično na dnevni ravni kličejo, a ne, zelo podrobna vprašanja so, ne, kako poravnati kak APC, ali je še dovolj APC-jev v teh preoblikovalnih pogodbah, etc. Skratka, tukaj nameravamo pač, bi rekel, nekako malo posodobiti to delovanje, ampak ja, imamo že ljudi, v CTK to že deluje, v drugih institucijah se še na to pripravljajo oziroma nekako uvajajo ljudi. Potem je naslednji segment je ravnanje z raziskovalnimi podatki. Tukaj tudi v CTK že 3 leta imamo ta ali pa 2 leti imamo ta servis postavljen, in sicer v okviru portala DIROS-Data. Se pravi, to je informacijski portal o odprtih podatkih. Vabljeni vsi, ki se želite kakršnokoli informacijo v zvezi s tem, ker je kolegica Teja Romih res dobro povzela vse ključne vidike odgovornega ravnanja z raziskovalnimi podatki. Tukaj večinoma v tem trenutku, zdaj govorim bolj na nivoju CTK, pa tudi v drugih institucijah postopoma, se pojavljajo vprašanja oziroma išče se podpora pri izdelavi načrtov za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Tukaj moram reči, da smo v bistvu v CTK kar aktivni, na dnevni ravni tudi praktično prihajajo k nam. Sicer je odvisno od razpisa do razpisa, ampak ja, ta recimo Marie Curie se je bolj ali manj zaključil, zdaj hodijo neki drugi. Zdaj pričakujemo pa tudi z tegale Arisa, ne, da bodo te zahteve objavili v svojih projektnih razpisih in takrat pričakujemo veliko več vprašanj. Imamo pa veliko vprašanj za tiste, ki ste iz Univerze v Ljubljani, veliko vprašanj tako študentov kot mentorjev v zvezi s pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki v skladu s pravilnikom o doktorskem študiju na Univerzi v Ljubljani, ki to zahteva, ne, se pravi, to je pač en tak zelo pomemben podatek, ne, mi se pač tle nekje
tudi usklajujemo malo deloma z mentorji, in stvari tečejo. Kar je ključen problem tukaj, je to, da so bistvene razlike med posameznimi znanstvenimi področji. V medicini je večji poudarek na varstvu osebnih podatkov, klinične raziskave, v družboslovju gre za neke specifične tehnike pridobivanja podatkov, ki jih recimo tehnike in naravoslovci ne obvladamo, recimo, ne vem, intervjuji, ankete. V naravoslovju gre pa predvsem za obseg, obseg podatkov. Če povem primer, da je prišla ena gospa raziskovalka z Jožefa Štefana in je vprašala pač za nasvet, zato ker je v enem dopoldnevu naredila tak obseg raziskovalnih podatkov za spektroskopijo, ki je bil večji kot pa recimo cel ADP v nekih 10 letih. Tako da pač tukaj so zelo pomembne spoštovanje teh, ali pa da rečem, nekje poznavanje teh raznolikosti, potem pri svetovanju, in se bo treba tudi v to jabolko ugrizniti. Potem občanska znanost, tukaj tisti, ki ste iz splošnih knjižnic, kar direkt povem, dobrodošli, včlanite se v našo mrežo občanske znanosti, splošne knjižnice so aktivno vpete, neki že zdajle ne samo, da so aktivni, ampak celo vodijo to mrežo, našo. Tukaj gre za svetovanje, spodbujanje občanske znanosti, za delovanje mreže, za katalog projektov in verov, se pravi, in pa tudi za usposabljanje. Jeseni se pripravljamo na to, da bomo predvidoma nekje proti koncu leta izvedli prvo usposabljanje, fokusirano na knjižničarja, za bi rekel, promocijo in podporo konceptu občanske znanosti. Skratka, se na teh sestankih kar veliko dogaja, tako da dobrodošli vsi. Včlanitev, pa da rečem ali pa da rečem članstvo, je popolnoma brez obveznosti, tako finančnih, kot tudi nekako ne pričakujemo, kakršnekoli aktivnosti v primerih, ko se želite samo poučiti ali pa dobiti neke informacije, tako da, ja. Potem je svetovanje na področju znanstvenega založništva, tukaj je predvsem aktivna Primorska univerza, pa univerza se pravi UKM, ki obvladajo svoje založbe. Jaz tukaj kaj več od tega, kot to, da imamo cilj, da se aktivno vključimo v to mrežo, ki jo Univerza na Primorskem sicer organizira, ne morem povedati, ker bojo veliko več kolegi v zvezi s tem vedeli. Zasledujemo pa neko strategijo, se pravi te politike odprte znanosti, predvsem te, ki so zapisane v uredbi, nekako bi rekel, podpirajo objave v zlatih, tako imenovanih zlatih ali pa diamantnih revijah, se pravi revije, ki so popolnoma odprto dostopne. In tukaj želimo, bi rekel, sokreirati neko strategijo, ki bo omogočila, bi rekel, večjo diseminacijsko moč domače znanstvene periodike. Problem, zakaj ne želijo ali pa manj objavljajo v teh revijah, lokalnih, pa več, recimo v nekih Elsevierjevih, je vidnost. Ni samo impact faktor, se impact faktorja praktično ni več, ga je tudi uredba prepovedala, ampak vidnost. In zdaj povečati diseminacijsko moč, povečati vidnost teh revij, to je ključno. Sprav, to pa lahko te založbe, akademske založbe dosežejo samo z, bi rekel, povezovanjem. Potem Center za razreševanje avtorsko-pravnih vprašanj, je spet stališče CTK, imamo že 2 leti zaposleno kolegico Ano Fidler. Če imate kakršnekoli probleme z avtorsko-pravnimi vprašanji, se obrnite na njo, ona je svetovalec za avtorsko-pravna vprašanja in naslavlja najbolj pereče probleme. Imamo tudi nek outsourcing, oziroma zdaj ga načrtujemo, da bomo povezani tudi z zunanjo pravno pomočjo. Kolegica je tudi članica te aktivnosti ERA2, za avtorsko-pravna vprašanja. Kaj se dela tle, svetujemo, spodbujamo rabo odprtih licenc, usposabljamo. Če bi želeli kakršnokoli usposabljanje, lahko brez problema naslovite prošnjo na nas, pa to naredimo. Na področju vrednotenja znanstveno-raziskovalnega dela pomembno delo opravljajo kolegi na informacijskem oddelku CTK. Tukaj svetujemo predvsem na podlagi izkušenj iz Osicev, delovanje Osicev CTK je zelo, bi rekel, dobra podlaga za to. Kot veste, se je vrednotenje spreminja, prihaja odprta znanost, spodbujate, bi rekel, sodelovalno znanost,
se pravi, bolj gre na kvalitativno vrednotenje. Potem bibliometrika se bolj fokusira na te večdimenzionalne kazalnike, ne toliko na te enodimenzionalne, kot je število publikacij ali pa število citatov, tako da ja, zelo, bi rekel, zanimiv vidik. Potem infrastruktura, upravljanje različnih repozitorijev, od CTK recimo Deros, digitalni repozitorij znanstvenih organizacij oziroma akademskih organizacij v Sloveniji. Potem upravljanje z APC-ji, predvsem v okviru preoblikovalnih pogodb. Konec koncev tudi v okviru teh pogodb, recimo za neke diamantne revije, mimogrede CTK se dogovarja za članstvo v SCOAP, in to bo prvi diamantni servis, ki ga bo naša, bi rekel, knjižnica podpisala, se pravi prva pogodba. To pomeni, da verjetno s Stefanom se dogovarjamo, pa skupaj bomo verjetno to podpisali. To pomeni diamantne revije, kaj pomeni? To pomeni, da je branje brezplačno in tudi objavljanje brezplačno, plača nekdo tretji. Smo zagotovili sredstva oziroma jih bomo in bomo to v CERN-u, to poteka. Mislim, CERN je nosilec, ta inštitut za delčno fiziko. In pa potem razna orodja, recimo so tle v fokusu, predvsem niso samo repozitoriji za delo z raziskovalnimi podatki, ampak tudi recimo laboratorijski dnevniki in kakršnakoli druga orodja. In potem pa seveda usposabljanje, trenutno usposabljanje poteka v okviru projekta Spoznaj, sicer pa Odprta akademija, ki jo morbiti že mnogi poznate. Potem je skupnost odprte znanosti, naslednja aktivnost, ki jo vodi UKM. Tle imate tele naloge, jaz ne bi vseh prebral, ampak predvsem, kar je vzpostavitev nekega zaupanja vrednega okolja z dostopom do podatkovnih infrastruktur. Včlanite se v skupnost odprte znanosti. Včlani se lahko vsakdo, spet nobenega članstva, članarine ni, ne pričakujemo nobenih aktivnosti, vsak lahko samo profitira. Tukaj gre za pretok informacij, za, bi rekel, srečevanje z nekimi sodobnimi trendi. Skupnost je vezni člen med slovensko skupnostjo, akademsko skupnostjo in pa EOS-kom, in tukaj lahko samo pridobite, tako da vabljeni v skupnost. Kot rečeno, član je lahko kdorkoli, in seveda, ja, vsi dobrodošli. Observatorij občanske znanosti in občanska znanost, veliko sem že povedal prej v okviru te mreže, ampak vendarle, če še enkrat poudarim, zdaj observatoriji so še neke dodatne naloge, ki so jih zaupali CTK, predvsem spremljanje razvoja občanske znanosti in pa povezovanje v neke mednarodne strokovne akademske povezave. Mi smo recimo povezani v European Citizen Science Association, potem recimo v LIBER Citizen Science Working Group, v EU Citizen Science, Citizen Science EU. Skratka, kup nekih nalog, spodbujanje delovanja mreže, spodbujanje delovanja ambasadorjev občanske znanosti, dr. Zarja Muršič, promocija, usposabljanje, informiranje, skratka take splošne stvari. Tukaj je zaslonska slika portala projekt občanske znanosti in tule vidite tale gumb, EU Citizen Science. V letošnjem letu smo povezali naš katalog s tem evropskim agregatorjem, kar daje našim projektom večjo vidnost, kar je pač seveda korak naprej. Potem je pa še nacionalna kontaktna točka za odprto dostopno znanstveno založništvo. Veliko sem povedal že tudi prej, ko sem govoril o tej informacijski podpori odprte znanosti, pa vendarle, če tle ponovim, naloge so spremljanje razvoja odprto dostopnega znanstvenega založništva v Sloveniji, vzpostavitev mreže in skupno zagotavljanje, kot že rečeno, te diseminacijske moči slovenskih znanstvenih revij. Več revij, ko bo na kupu, pa bolj posodobljen portal kot bolj, pa da rečem, bolj kakovosten portal, večja bo dosegljivost, večja bo vidnost teh revij. Recimo Hrvati imajo ta portal Hrčak in če pogledamo njihovo indeksacijo potem v različnih agregatorjih, recimo od Web of Science pa do potem nekih teh agregatorjev odprtih vsebin, je ta indeksacija poteka veliko enostavneje, bolj učinkovito, zato ker imajo tisti, ki to potem nadalje uporabijo na enem mestu, bi rekel, spravljeno. Potem je še spremljanje razvoja, nekaj izdelava priporočil in to je to.
Zdaj, jaz sem skozi to prelet, moram povedati, da sem v tem času izrazito zaseden, poleg tega imam tle pol moje ekipe na bolniški tele iz odprte znanosti, tako da sem jaz to kratko slamco potegnil za to predstaviti. In ja, če so kakšna vprašanja, dobrodošli, v nasprotnem pa, ja, lep pozdrav. Miro, najlepša hvala. Miro, najlepša hvala za tole predstavitev. Imam pa eno vprašanje, Suzana tukaj iz NUK-a. Kako bo to vplivalo na bibliotekarje, bibliografe, zaposlene v raziskovalnih ustanovah? Verjetno bo to imelo neke posledice, a ne? V bistvu je tudi moje vprašanje, kdo bo pripravljal te podatke, kdo bo skrbel za te podatke in ali bodo imeli kakšna usposabljanja? Tam potem večino prepuščeni sami sebi. Ja, ok. Raziskovalni podatki so v bistvu zelo v fokusu in je veliko pomislekov, a ne, kdo je odgovoren za to. Jaz moram povedati, da projekt Spoznaj bo zaposlil ali pa je že zaposlil več kot, mislim, da okrog 40, če ne še več, ljudi, ki bodo upravljali delo podatkovnih profesionalcev na posameznih institucijah. Se pravi, konkretno Univerza v Ljubljani je zaposlila 5 podatkovnih skrbnikov, ki se pa morajo usposobiti. Vendar je vprašanje absolutno relevantno zaradi tega, ker ta ekipa ne bo dovolj. Ta ekipa bo morala kasneje poskrbeti, da se bo to zgradilo. Dejstvo pa je, da se v veliki meri recimo raziskovalci, ko pridejo do teh problemov, oglašajo v knjižnicah, a ne, sprašujejo knjižnice. Jaz lahko povem, da v okviru projekta Spoznaj bomo začeli z šolo za podatkovne profesionalce, in sicer v jeseni. To bo 12-dnevno usposabljanje, se pravi 3 tedne, september, oktober, november, 4 dni na teden, vsak mesec en teden, vmes bo to pa take prostovoljne, da rečem, čisto bi rekel ad hoc delavnice, a ne, se pravi, smo tako rekli. To bo v CTK, zasedba bo mednarodna, kakorkoli že, ta program bo namenjen najširšemu krogu uporabnikov, a ne, se pravi, od raziskovalcev do, ne vem, nekih IT statistikov, whatever, a ne, na koncu tudi knjižničarjev. Jaz moram povedati, da smo dali interni razpis ven aprila in se je takoj prijavilo 120 ljudi iz teh institucij. To pomeni, da v bistvu mi jih lahko sprejmemo 30, a ne. Zdaj, vsa ta srečanja bodo potekala online, tudi, a ne, mislim, sicer v fizični obliki v CTK, ampak sicer pa tudi online, a ne, in boste lahko to spremljali po spletu v živo, kasneje bomo to tudi posneli, pa dali posnetke kot učna gradiva gor. Naslednja stvar, ki je pa ta, da razmišljamo, da bi naredili fokusirane treninge za knjižničarje, a ne, samo za knjižničarje, da bi pokrivali tiste najbolj ključne vidike, ker podatkovni knjižničar je profil, ki ima zelo pomembno vlogo, in sicer vlogo nekega gradnika ali pa da rečem veznega mostu med raziskovalcem, repozitorijem in bibliografijo raziskovalcev. In zdaj potekajo tudi močne aktivnosti, ravno včeraj smo se pogovarjali z Izumom, kako bomo zdaj, bi rekel, pristopili tudi k posebnemu metapodatkovnemu modelu za vnos, se pravi, tipologiji za raziskovalne podatke, a ne, da ne bo več 2020, ki je malo mimo, ne, mislim, ni čisto točno. Tako da so aktivnosti, ampak kot rečeno, zaenkrat je to, ne, razmišljamo pa aktivno v CTK, da bi naredili to tudi za visokošolske in pa specialne knjižničarje, ne sicer v tako velikem obsegu, ampak bolj fokus na tiste opravila, ki iz izkušenj so bolj, bi rekel, nujna. Pa še to, a ne, ko smo se zadnjič o kompetencah pogovarjali, ena izmed ključnih kompetenc visokošolskih knjižničarjev ali pa specialnih, ne, bo pa ta, da bodo znali napotiti bi rekel, na to mrežo, pa na ostale podporne centre, zato, da se raziskovalci sami lahko obrnejo, ali pa tudi knjižnice, a ne, in tam dobijo pomoč, ne. Se pravi, nima smisla, da ima vsaka mala, velika, srednja knjižnica center za razreševanje avtorsko-pravnih vprašanj, ker je to nemogoče, a ne. Tako da ja, s tem upam, da sem odgovoril vse približno. Ja, najlepša hvala. Miro, hvala lepa. Zdaj pa na hitrico
Polona, prosim, še eno vprašanje. Ja, hvala. Sej, v resnici si zelo veliko že odgovoril, Miro, ampak jaz imam vseeno še dve vprašanja, pa mogoče eno bolj komentar. To je ogromen zalogaj, ogromen delovni zalogaj, ravno na področju usposabljanja tistih, ki se bodo s tem ukvarjali, ne? Pa če so to sami raziskovalci ali pa knjižničarji oziroma vsi tisti, ki bodo z njimi delali. Tako da jaz upam, da boste zmogli, oziroma po vsej verjetnosti bi bilo treba razmišljati še o kakšnem sodelovanju s kakšnimi drugimi, ne, ki bi vam pomagali pri tem izobraževanju. Ne. To je ogromen zalogaj, se bojim. Ne. To je bolj kot komentar. Drugo vprašanje je pa z vidika raziskovalca, ker sem seveda tudi v tej vlogi, ne, in ker si med drugim omenjal kar precej velike spremembe, ki jih pravilnik prinaša. Ne. Ni več faktorja vpliva in tako naprej. Kako se bo spremenilo vrednotenje raziskovalne dejavnosti? Se bojim sicer, da nimamo časa za ta odgovor, ampak kaj to pomeni za raziskovalce? Ja, ok, najprej na prvo vprašanje, hvala za ta komentar, mi se tega zavedamo, ne. Jaz sem dal link, v chat sem dal link s tem programom. Je res tako, da je to prvo usposabljanje, sicer so mednarodni, ima nek mednarodni prizvok, prvo usposabljanje, na katerem bomo gradili potem naprej. Med drugim lahko povem, vse Polona, upam, da ne zameriš, da smo povabili tudi oddelka, ne. Ja, prav z tega vidika, da bi ukrepili sodelovanje, pa da bi dolgoročno razmišljali tudi o morebitni vzpostavitvi nekega študijskega programa. Jaz osebno vidim to nek interdisciplinarni program, ki bi bil študijski program, ki bi dejansko te strokovnjake potem dolgoročno usposabljal. Ampak do takrat je še ogromno različnih izzivov pred nami. Ampak prvi korak je, da delamo skupaj. No, zato je tudi cilj, ne, da vas povabimo. Drugi odgovor na vrednotenje, ja, ogromno vprašanje na to temo. Poglejte, kot prvo, ne, prvo vprašanje, bibliometrija, da, ne. Nikjer uredba ne prepoveduje bibliometrija je, ampak mora se pa uporabiti na en tak način, kako ne rečem, vzdržen, ne, pameten način, ne pa da bibliometrija povozi potem vse ostale bi rekel, vidike. Se pravi, mora biti komplementarna s kvalitativnim ocenjevanjem. Je tako, da smo se najbolj bali za največjo organizacijo, kako bo Univerza v Ljubljani zmogla to, ker je res najbolj raznolika, največja, največ interesov. Ampak poglejte, ravno Univerza v Ljubljani je z nekim odličnim pristopom, po mojem mnenju, prva na področju stabilnega financiranja. Uvedla metodo vrednotenja usklajeno z zahtevami zakonodaje v Sloveniji in pa uredbe, kjer vzdržno kombinira bibliometrijo kot komplementarni vir, pa seveda kvalitativno vrednotenje. Kako bo to vplivalo na raziskovalce, odkrito povedano, Polona, še ne vemo, vsi se tega na nek način bojimo, pa hkrati tudi pozdravljamo to zaradi tega, ker vsak sistem ima neke šibke lastnosti, pa tudi dobre plati, in najboljše je, da od vsakega poberemo najboljše plati, in jaz upam, da bo to v roku parih let tako teklo, da bomo tiste etične in, bi rekel, vidike integritete z lahkoto dosegali, ne, ki jih zdaj mora biti te metode vrednotenja ne spodbujajo obstoječe na pravi način. Tako, no, nekako s tem v zvezi. Ja. No, saj več lahko še v kakšni debati. Hvala. To je debata za... To je debata za kar nekaj časa. Za en cel dopoldne. Jaz se vam zahvaljujem za vaš trud in a še ni več vprašanj. Ne, Miro, najlepša hvala.